Lepa hvala mladi umetnici, štipendistki MOL, Jovani Krmpot, sem prav izgovorila. Bravo, Jovana. In zdaj mi, ki trepetamo od diha poezije, pa naj bo napisana, fotografirana, slikana, zame je vedno poet Silvester Plotaj Siko. In vsi, ki ste tukaj, imate pesniško srce. Sicer ne bi po tem vremenu prikolovratili do Švicarije. Hvala torej najprej vam. In potem mojima ljubima gostoma, ki so čisto posebna. Mijana Cunta je dobila, se veste, letos nagrado Prešernovega sklada. Dušan Šarotar pa je tudi nagrajevan in oba sta prevajana poeta. Dušan tudi v prozi, Miljana je že tudi poskusila eno tako prozno poezijo in s kom v paru je to naredila? Z Dušanom Šarotarjem. In ko sem o njih dveh premišljala, se mi je zazdelo, da sta ona dva brat in sestra, yin in yang, ki se eden preliva v drugega. Da je ta božansko lepa knjiga, noben ne sme gledati teh dveh knjig domov, prosim, tamle jih prodajamo. Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki je že ponatisnjena v tako kratkem času, da je pesnica v njej vse bolj zračna in lahkotna, kot se za yin spodobi. Ob njej Dušan Šarotar nikomah poroča, ki je vse bolj zgoščen in močan, kot se za yang priliči. In to, ta vajna dvojina, lahko bi našli toliko usporednic in toliko povezav, tudi kako povezujeta spomine, pretekli čas, sedanji čas. Nekaj neverjetno, kako lepo pašeta skupaj. A se vama tudi hodzi? No, zdaj bom pa najprej prosila, da vedva povesta, zakaj se vaju je France Prešeren, ki ga v bistvu slavimo in na katerega ramenih vsi stojimo, tako dotaknil, na kratko, pa se bosta drugemu posvetila. Ja. Dober večer vsem. Hvala tudi v mojem imenu, da ste prišli v tem vremenu na ta lep kraj. In res lepa hvala Manci, naši dragi Manci, ki nas vedno znova na en tak čaroben način poveže. Ko najmanj pričakujemo, pride ona in potem je vse spet zlepljeno in stoji skupaj in se imamo dobro. Tako da Manca, hvala za vse. France Prešeren, ja, včasih, ko nastane kakšen strip po Francetu Prešernu, kakšna anekdota, kakšen film, mi je kar malo hudo, ker se mi zdi, da se gradi na nekemu mitu, ki je zaživel neko svoje življenje med ljudmi, da pa tisti pravi France Prešeren živi samo v pesmih. Najlepši način, da ga srečamo, je, da te pesmi beremo. Da jih beremo, kot da o Prešernu nič ne vemo. Da ne vemo nič žgečkljivega in problematičnega in danes bi lahko rekli politično nekorektnega. Če bi Prešerna morali črtati in cenzurirati, bi ga kar nekaj zmanjkalo. Mene je v bistvu očaral v srednji šoli. V 3. letniku smo dobili nalogo, da izberemo eno izmed njegovih pesmi in napišemo seminarsko nalogo. In si izbrala? In kaj sem jaz izbrala? Izbrala sem Neiztrohnjeno srce. Mojo najljubšo. Ja, ti tudi. Prosti, zdaj sem se rekel, jo samo naj ne bo to, kad potem je vzamiš. A vidite, mi smo hod eno. Ne, ti povej, zakaj si jo ti izbrala. Dušan, prva sem, nimam kaj, lej. Pa boš pa se ti povedal, zakaj.
tudi jaz povem. In takrat je bila še navada, ki je danes žal ni več, da si se moral kar učiti te pesmi na pamet v šoli. Zdaj konkretno to za seminarsko nalogo se nam ni bilo treba učiti, ampak vsi so vedno jamrali, ko je bilo treba karkoli se naučiti na pamet. Jaz sem se pa na skrivaj naučila, kar je bilo treba, pa še marsikaj zraven. In sem znala celo Neiztrohnjeno srce. Danes znam tako približno polovico, mogoče malo več kot polovico, po vseh teh letih. In takrat to je nekaj neverjetnega, no? Kako je mene ta pesem, ker je taka zelo slikovita, ne? Tam kopljejo grob za nekega mrliča in ta mrlič je drugačen od drugih, ne? Ima to belo lice in je nenavadno pač tak nemiren obraz, ampak zelo lep obraz in vsi okrog njega ugibajo, ne? Kdo je to? Kdo je ta? Svetnik, Rečejo svetnik in potem rečejo, ak bi bilo svetnika, bi mir mu dala kri. Svetost ne, le pesmi večnemu branju trohnet, ki jih nosi v prstih zaprte je nekako velet. Pika, Miljana, pika. Dušan Šarota, ti pa nadaljuj, ker to je čudovita pesem, ker nas je vse inicirala v poezijo, a ne? Tudi mene, moram reči. Res je, seveda, tako kot se strinjam popolnoma z Miljano, Prešerno je seveda ta velik nacionalni, velik obstret, neko pregrinjalo nedotakljivosti, kot da bi bil, tako recimo kot imajo na sredi Rdečega trga v Moskvi, imajo pač v sarkofagu revolucionarja, mi pa smo postavili v središče našega trga pesnika. Ampak ta pesnik seveda ni ta pod sarkofagom, ampak je tako, kot se je Miljana lepo izrekla, je ta, ki je v pesmih. In zato sem se jaz tudi, ko ga berem, seveda vsi Krst in vse te velike pesnitve, pesmi, govorijo neko zgodbo, če si pa pesnik, pa si malo plah, celo če imaš velik respekt, kot pa jaz respekt do poezije, se mi zdi, da me neskončno presega in da nisem dorasel vsem tem velikim pesnitvam. Iščem tiste pesmi, ki so po svoje drobne, ampak ki skrivajo oziroma zame kot bralca, kot skromnega pesnika, odkrivajo tisto, kar je bistvo poezije. To pa je vedno in samo ljubezen, srce, seveda smrt, spomin in ta pesem Neiztrohnjeno srce je točno taka, je za mladostniško dušo in tudi za starejšo dušo strašansko romantična, ima vso to žametno temino v sebi, predvsem pa seveda kot metafora skriva to, da je ljubezen močnejša od smrti, da obstaja nekaj, kar ostane tudi, ko ni več ničesar. Podpišem. In oba govorita o poeziji z eno tako vero in mi vsi verujemo, da poezija je bila, je in bo. In nas najbrž ni strah, da je kdaj ne bo. In zakaj poezija, posebej v tem času, ki je temen in strašen, zakaj poezija tako potrebna? Ja, tako kot je Dušan rekel, ne, to je res en tak plah, dialog s samim seboj. Ne. Mislim, da živimo v času velike negotovosti, hkrati pa v času, ko pričakujemo hitre rešitve in vse povsod je cel kup enih hitrih nasvetov, velikih besed, velikih napotkov, vsega, kar je mogoče preveliko za eno človeško življenje. V poeziji pa si sam pravzaprav z eno zelo specifično situacijo, ki je ne znaš drugače poimenovati, kot če jezik malo obrneš naokrog, ne. Če pustiš, da še ritem spregovori, zven zazveni. To so zelo take nijanse, ne, in v nijansah smo si ljudje različni, ne, in danes si želimo intime in zato tudi gledamo te reality šove in bi radi čim več zvedli, skočili bi radi v kožo drugega človeka, da bi razumeli, kako deluje, zakaj je srečen, zakaj je nesrečen. Ampak poezija nam daje na en zelo subtilen način to okusiti. Ne, ker
ne moreš iti do drugega človeka, lahko pa zaslutiš to njegovo resničnost. In če izgubimo sposobnost branja poezije, izgubimo sposobnost take bližine. Empatične, ne? Kaj bi ti? Jaz si predstavljam recimo ta nujnost, ne, seveda nujnost po svoje poezije, v tem, ker si ne morem predstavljati recimo dobe ali časa ali trenutka, ko poezije na svetu ne bi bilo. Ponovadi ponovim to neko moje notranje seveda strah in začudenje in pa seveda tudi vero, da čez 200, 300 let, čez 1000 let, ko bo spet nekdo se vračal in če bojo seveda še poznali naš jezik, če bojo poznali te znake in če bojo brali, se verjetno me je strah tega, da bi se začudil ali pa zgrozil in bi rekel, da okrog leta 2000 ni bilo poezije. Seveda smo zato na svetu tudi tukaj, da se še vedno pišemo, trudimo, da bi tako kot danes, ko se vračam nazaj, ko berem poezijo, in napisal sem to knjigo v Nikomah z nekimi sporočili, ki so stara več kot 2000 let in me ravno tako nagovarjajo, kot bi prišla od Miljane ali od kogarkoli ali od pesnika, ki bo pisal jutri. No, obstaja neko živo izročilo, nek živ jezik, ki v vsakem času nagovarja in to pesniki poskušamo na nek način ne samo na novo ustvariti, ampak vzdrževati ta ogenj in ga prenesti skozi čas in prostor naprej. Tako da v vsakem trenutku, ko pesnik zapiše prvi vers in se mu zdi kot mlademu pesniku, da je spremenil zgodovino, spremenil svet, da se vse začne na novo, seveda na nek način lahko imaš ta občutek, ampak po drugi strani pa verjamem, pravzaprav ko napišem prvi vers, obnovim samo začetek. Prvi vers, ko je bila napisana prva pesem, ko je bila izgovorjena prva beseda, ki je bila verjetno bolj podobna tišini ali pa kriku. In beseda pred to prvo besedo je bila tišina in ni imela znakov, ni imela črk. Jaz si predstavljam, da je bila podobna podobi. To je bila knjiga brez besed. Je bila knjiga, danes bi rekli, slikanica. In tako otrok tudi danes prihaja k jeziku in k svetu. Najprej prek slikanic, potem prek šepeta in potem se nauči jezika in zna, ko je zrel, velik, obnoviti Prešernov ep. Hvala lepa, Luško. Zdaj pa ta čarobni trenutek, ko boš ti slišal, kaj meni pesnica Miljana Cunta o Nikomahovem poročilu. Zdaj bi rabili dolgo, veliko časa, tako da bom zgoščena, tako kot se tudi Nikomah poroča, je zgoščena knjiga. Začela bom s tem, da ko sem prvi stavek te knjige prebrala, sem se spomnila prvih stavkov vseh Dušanovih knjig. Tako sem se spomnila na tisto oko v biljardu, na to panoramo, na ljudi, ki potujejo. Skratka, že takoj prva podoba je priklicala vse druge knjige. In to se mi zdi res odlika velikih pisateljev. Tudi Dušan sam pove, da piše vedno isto knjigo. In da vstopiš, da je jezik že takoj izmojstren, da pesnik, avtor, pisatelj že takoj te povabi v ta svoj svet, v katerem je vedno bolj pogumen, tudi ne nazadnje. Pri prvi knjigi tipaš, iščeš, potem pa že približno veš, da ko si tam, v tistem razpoloženju in pridejo besede, lažje vstopiš na ta kraj, hitreje tudi z leti. Takoj ga prepoznaš in takoj tudi veš, kdaj tam nisi in pišeš, oziroma si želiš pisati tako, v narekovajih, na suho in beseda ne steče. In tukaj je beseda stekla, ponovno. Jaz sem si cel kup stvari počrtala in izpisala, ampak zdaj bom probala tako bolj po spominju na vdihu govoriti. Ko sem brala, sem potovala in zelo hitro me je Nikomah prepričal, da sem šla za njim, na ta sever Evrope. In tukaj se dejansko
zelo tesno skupaj dve razpoloženji. Neka očaranost nad svetom, ne, da še vedno stvari so, in hkrati ena velika groza, da se je zgodilo vse, kar se je zgodilo. In v tej knjigi, ki je neka zgostitev, tako jaz doživljam, Dušanovega opusa, v njej so vsi nastavki njegovih prejšnjih knjig, ampak lirično zgoščeni v tem liku, v tem potovanju, v tem človeku, ki pa postane nenadoma slehernik, ne, tako kot vidimo na koncu. Ne. To je ta človek, ki pride in preveri, ali je v tem času še mogoče najti dušo, kot napiše na koncu. Ne. To je v bistvu samo en tak hiter prelet in tukaj logika časa in prostora popolnoma umanjka, ne, ta običajna logika, vse se dogaja tukaj in zdaj, vse grozote, vse lepote v teh 2000 letih. On pride, da preveri, kaj se je zgodilo. Od odkritja misli, Platona, Aristotela in tako naprej, do tega našega ubožnega časa. In najde tudi v tem času Hildegardo in tako naprej, ne, duše, ki ohranijo živo to izročilo ljubezni, najde pa tudi čisto zlo. Ne. In ta del recimo je mene najbolj presunil, kako opisuje to mehaniko zla. V hiši, kjer se je zgodilo to, kjer je padla odločitev za pač poboj, kako opisuje z eno tako Valerij mi je stopil pred oči, ko je rekel, kar človeškim dušam povzroča bolečino, sproži v angelih samo vprašanje. Z eno tako distanco opazuje, da sploh lahko pove, se mora distancirati, ne, in opazuje to gladek mehanizem, ta gladek ustroj vsega tega, kar je pripeljalo do tragedije. Ne. Z eno ne vem, kako bi rekel človek, če se preveč zliješ s tem, zmanjka besed. Ne? Ampak Dušan je sposoben te distance ravno zato, da potem te besede pišejo in pridajo in opišejo. In to se mi zdi čisti vrhunec te knjige in na nek način tudi njegovega opusa, ker imam sama rada liriko, ne? In tukaj je ta močna lirična zgostitev in ta podoba te palače, ki je lepa, je svečana, je čista, je snažna, je vseh teh urejenih ljudi, na drugi strani pa vsebina, ne, ki jo nekje slutiš. Tako da je v tem smislu so te podobe ostale z mano. Mnogo teh podob, zdaj sem opisala pač samo eno, ampak to so podobe, ki se jih potem k njim vračaš. Vračaš se pa po mojem mnenju zato, ker je, kako bi rekla, Dušanov pristop nevsiljiv. Ne? On ne želi nujno nekomu dopovedati. Pameti služi pa sploh ne. Točno to. On ohranja v spominu zase te stvari, te svoje podobe zase, kot da mu je čisto vseeno, ne? Ali bo to kdo bral ali ne bo. On je zavezan tej notranji viziji, ki jo ima. In ker je tako zavezan temu in ni usmerjen navzven, se mi zdi, da je ta distanca, ki jo ima do svoje snovi, prava, da potem povabi človeka v branje. Jaz lahko še dolgo govorim, ampak... Se dosta, ne? Se bo razjohil. Zakaj je to mogoče, je pa napisal odlično Boris A. Novak, ki pravi, vso to bolečino zgodovine zmore nositi in vse to svetlobo čudežev bivanja zmore izraziti le velika in čista duša. Nomen omen duša. Tako da dobil si toliko komplimentov, da je Prešernova nagrada že tvoja za to zbirko. Zdaj pa ti, kaj bi rekel o nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo? Seveda hvala. Zakaj berem poezijo? Kaj recimo tudi poezijo pesnikov in pesnic, ki mi je blizu, ki me nagovori, tudi če jih ne poznam, tudi če so živeli, jaz to tako rad pogovarjam, pred 200, 300 leti, 500 leti, čez 1000 let, zakaj beremo takšne pesnike, te pesnike, vedno imamo neke svoje bližnje.
Jaz sem si izoblikoval to preprosto tako eno besedo, rečem, da se v teh pesmih, v tistih besedah prepoznam. In Miljana je mogoče celo preden sva se poznala, ali pa sva se mogoče že v njenih prvih knjigah spoznala, ampak vedno, ko sem bral njene pesmi, sem se popolnoma prepoznal. Kot da bi bral samega sebe. Kot da bi bilo nekaj v meni, kar je seveda, kar nosim v sebi, ampak šele, ko berem njene pesmi, te verze, te misli, se s tem na nek način prepoznam in rečem, aha, to je to je na tem mestu, to je na tem mestu, to je tukaj in na tak način se opisuje duša. Vsi imamo neko predstavo, neko notranjo predstavo, kaj naj bi pravzaprav duša bila. Nekaj smo slišali od pesnikov, nekaj smo slišali od psihologov, nekaj smo slišali od religiologov, lahko tudi od psihiatrov, od kogarkoli. Imamo neko neizoblikovano, ampak zelo trdno notranjo predstavo o duši. Ko rečem duša, ko si menjam, vsak ima neko predstavo, kaj bi naj to bilo. Ampak šele poezija je tista, to pa verjamem, da to predstavo, to neutipljivo, to nevidno, ampak vse prisotno, prisotnost tega nevidnega v nas ali okrog nas imenuje. In ko bereš Miljanine pesmi, ona točno označi, na katerem mestu stoji kaj v notranjosti, v duši. Namreč temu se lahko približamo edino na ta način. Tako kot, če gledamo, ne vem, preprosta predstava, če gledamo sliko čudovito, imamo občutek, da se sklada z neko našo notranjo predstavo, ampak je nismo znali upodobiti. Potem, ko beremo pesem, imamo neko notranjo predstavo, da se je pesem v nas utelesila in nam je pokazala, kaj so noge, kaj so roke, kaj je bolečina, kaj je spomin. In tako, kot je Miljana, jaz, ko preberem, seveda se ne poskušam na pamet naučiti ali pa ne delam si izpiskov, ampak ker je pesmik na katerem mestu, ampak čas in nek trenutek me vedno odpelje na pravo pesem. 10 let, 20 let pozneje nekaj iščem in rečem, aha, to sem na tistem mestu, v tistem trenutku, v takšnem razpoloženju prebral. In potem znam najti v knjižnici med tisočimi knjigami točno tisto pesem. Ali pa rečem, aha, bom slučajno nekaj odprl. Vedno, ko slučajno odpreš, na pravem mestu odpreš. In ena od takšnih pesmi je, recimo, ki se me ves čas tudi zdaj spremlja iz te knjige, ne vem, niti naslova, ampak mislim, da je ena, tako bi rekli, popolna pesem tudi tako v sentimentu, kot v tehničnem smislu, v tem poetičnem smislu, jezikovno popolna pesem, ko se šiva tista obleka in se prešiva. To je zame popolna pesem, kako se prešije, recimo, spomin in občutje na tisto in tudi, seveda, metafora, podlaga je absolutna in tudi meni zelo bliza. Jaz sem, bi rekel, iz šnajderske, iz te skorjaške družine in točno vem, kaj pomeni zlagati in pregibati blago in s prsti, tudi ko zapreš oči in greš čez teksture in rečeš, aha, žamet, svila, ono, 303. In tako se bere poezija. Pravzaprav z nekimi nevidnimi notranjimi očmi mi beremo, aha, ta pesem je narejena iz žameta, ta je narejena iz svile, ta je iz umetnega materiala, v tej se znojiš, v tej bi bil zaznoreti, ne bi mogel zdržati, resno, v tej bi pa lahko bil. Ali pa, če še pretiram do kraja, v ta prt, to je moja podoba, bi me lahko zavili. In jaz tem rečem laneni prt in na koncu te zavije v bel ledeni prt in v takem prtu seveda duša ostane. Najbolj, da prebereš to pesem. Nekaj vseeno moram reči, ker tako lepo, ko je Dušan zdaj opisal to, kar mene matra že desetletja, kaj so zdaj te Platonove ideje, te ideje, ker tako si predstavljamo, da vedno smo se tako togo učili teh besed, ideja stola,
pravi stol, posnetek stola, ampak tako, kot je Dušan zdaj opisal, to temeljno podstat, ne, anima mundi, ne, duša sveta, ne, in govorimo, da se res prepoznamo v poeziji, da je to res ena raznolika krajina, ne, ki pač obstaja že, zato jo prepoznamo. Samo potopimo se vanjo in prinesemo sem pa tja kak biserček, če nam uspe. Zato je to prepoznavanje, ne, pred sliko, recimo, ki je čisto abstraktna iz čisto drugih časov ali pa v knjigi, to, kar Dušan govori, mogoče. Ne, ker to že je v nas. Ne. Platon pravi, da smo pozabili in da se moramo samo še enkrat spomniti, ne, ampak to bo zdaj posneto in jaz bom zdaj en transkript naredila tega, ker je tako popolno bilo predstavljeno. Hvala. No, tudi mene to ves čas seveda na nek način popolnoma pomirja, pa navdihuje, pa seveda po drugi strani me vrže iz tira in to, ne. Ko rečemo, da v tem času, zdaj v tem trenutku ni poezije, da je to, da je vse mimo, to ni res. Če je lahko Platon, ne, 2500 let nazaj je govoril verjetno o istem občutku. Si izmislimo, o čem je on govoril 2500 let pred njim je kaj bilo, ne? In on imel takrat občutek, joj, zdaj pa se konec, pa zdaj pa tako. Ampak je menilo 2000... Kakšni so mladi, je govoril. In zdaj 2500 let potem mi imamo ta isti občutek, ne? In se sprašujem, ne, kaj je tisto prvo, moralo je biti nekje prej, ta spomin je moral nekje biti, nekje shranjen, vsi bi polni jebali, ne? Če mi zdaj rečemo, da se vsega spomnimo, nič se ne spomnimo, ampak je pa res, da se to tudi ni nikjer izgubilo. In z neko posebno osredotočenostjo, skrajno neko koncentracijo in intencionalnostjo, bi rekli filozofi, v neki tišini, zbranosti je moč se spominjati tudi stvari, ki jih nismo doživeli, ki nam jih niso povedali, ki jih nismo prebrali, ampak so kot take nam bile predane, smo jih podedovali, vse skupaj je samo na nek način predano nam v čuvanje. Ampak in človeška duša, če si jo predstavljamo kot jezik, je ogromna kot nek nepresežen nek oblak, ampak v nekem trenutku mi vidimo samo malo se spominjamo. Je pa res, da pa vse, kar je shranjeno v jeziku. In te plasti včasih pridejo tako, ampak pesem kot taka, jaz pravim, pesem kot najbolj največja možna zgostitev, koncentracija in pozornost na ta svet v verzih, potem to zlagoma kot v nekih presekih pride ven. In možno je napisati zelo kratko pesem, lirično pesem, ki pravzaprav govori o celotni zgodovini človeštva. Še več, o vesolju. Kar je bilo, ja. No, zdaj pa ta popolna pesem, da slišimo popolno pesem Miljane Cunta. Ja, jaz pa njemu verjamem. Moja nona Ada je bila šivilja in je bila zelo skrbna šivilja, šivala je vsem visokim damam, ženam, direktorju in tako naprej in bila je mojstrica podlog. Ne, vsaka obleka je morala imeti pravo podlogo iz pravega blaga, na pravi način šivano. Tako da vsakeč, ko sem jaz prinesla kakšno obleko iz trgovine, jo ona obrnila naokrog in preverila, če vse štima, ne, če je podloga prava. In potem na neki točki, ne, s to našo industrijo so se stvari začele slabšati in ni bilo več podlog, pravzaprav skoraj nikjer, pa so bile zelo na hitro prišite. In ob eni takih priložnosti mi je rekla ta stavek, ki je tukaj zapisan, je moto v to knjigo in pravi: vsaka prava obleka ima dobro podlogo. Nona Ada. Vsaka prava obleka ima dobro podlogo. Tudi mi imamo podloge, ljudje, ne? Ja, duša sveta, na njo smo položeni, vanjo smo vloženi. Kroj enak prvemu, z nekaj prilagoditvami, da se prileže rezu glavnega izdelka nad njim in telesu pod njim.
skriti dvojnik pod videzom tih odmev. Zvesti zaveznik poleti hladi, po zimi greje, nevidni regulator blaži občutljivost kože, če ima glavni kroj veliko šivov, ki dražijo. Odblesk razkošja sredi revščine, vezivo med notranjim in zunanjim, privid. Pod težko pletenino sveže valovanje, pod prosojno tkanino diskretno varovalo, sramežljiv obstred golote iz drugih časov, vsiljivec v dobi hitrih premen in sproščenosti, ki skriva brezbrižnost do neskladi. Ponižni posrednik, ki zapolnjuje nevidno vrzel stvarstva, neopaženo in precizno, z diskretnostjo stare skrbnice hiše, ki vsak večer preveri, ali je vse na svojem mestu. In v tej pesmi, a ne, Dušan, je vse na svojem mestu. In to je tako fascinantno v tvoji zbirki, da ti pripoveduješ konkretne zgodbe, ampak iz njih se spremeni neki tisti oblah, ki mu ti praviš, ne, da je potem spomin, iz katerega bomo lahko vsi črpali. Da to ti napišeš, je moje, tvoje od vseh nas. In če bomo velikrat prebrali, bomo še sami kaj napisali. Dušan, katero bi pa ti prebral, da bi mi tukaj prišli na okus in seveda potem kupili tvojo knjigo in jo nesli domov. Nisem mislil te prebrati, ampak ne vem, Miljana me je nagovorila. Jaz sem hotel, da bi zdaj, ko smo se v takem lepem, tej lepi družbi prijetni v nedeljo v tem dežju tukaj zgoraj zbrali, da bi bolj vedre pesmi take prebral, ampak takih ni. Tako da bom poskušal, ne vem, prav, bom tole, čeprav je težko, ajde. To je, oktobra pred 2 letoma sem na eno povabilo preživel v predmestju Berlina ob jezeru Wannsee, kjer je taka zelo imenitna pisateljska hiša, ki gosti vedno po 5-6 avtorjev iz različnih držav, ki potem en mesec tam po svoje, kot sem si jaz to predstavljal, se sprehajajo, počivajo, kaj berejo, se bolj ali manj v samoti ali se kaj družijo z drugimi. In v tistem idiličnem seveda okolju, v predmestju daleč od centra Berlina, je meni zelo hitro v tisti samoti neko čudno občutje začelo preplavljati kot neke vrste domotožja, tesnoba in potem seveda sem kmalu si poskušal predstavljati, da je pravzaprav to, da kamorkoli greš, je tisto, kar ti pusti v doma, te spremlja. Seveda, po eni strani domotožje, ljubezen, domači, pa tudi skrb, bolečina, strah in seveda tesnoba, v kateri celo življenje na nek način premišljuješ, pišeš. In na drugi strani tega, vizavi te moje vile, stoji, kot je že Miljana omenila, ta Wannsejska vila, v kateri je bila 20. januarja 1942 tista znamenita Wannsejska konferenca, ko so nacisti tako rekoč zakonsko predpisali in uredili in elaborirali dokončno rešitev judovskega vprašanja. Se pravi, od tistega naprej govorimo o iztrebljanju, koncentracijskih taboriščih in vseh teh grozah. In jaz se to hišo, seveda to vilo, potem po nekaj časa, ko sem odlašal,
naposled šel in obiskal in je nastala ta zapis, kakorkoli rečemo temu, to poročilo, bomo rekli, evo, Niko Mah poroča. Predaleč je potoval, saj išče vprašanje, ki zadostilo bi odgovoru. Vsem poznanje, v vseh jezikih mu odmeva, naj blagovest, mirovanje in tihota vanj se naselijo. Ne bo odstopil Niko Mah, ki je šel že skozi ogenj velikih vojn. Spet spominja se dogodka na tlakovanem trgu. Zločin, nepravda, glorija. Zdaj stoji na lepo negovanem in prostranem vrtu, kjer razprostira se v simetriji od privoza do arkad nad vhodom, kjer nekoč vzhičeno pričakali so goste v zloščenih uniformah. Povabilo, skopo in formalno natipkano na pisalni stroj, vljudno vabi izbrano družbo advokatov, vojakov, pooblaščenih birokratov, ekspertov za logistiko, farmacevtov in tovarnarjev, predvsem proizvajalcev lakov, barov in strupov. Vešča strojepiska in diskretna stenografka, ki je bila skrbno izbrana glede na videz in poreklo, tiha, skoraj neopazna, ko skrita za težko zaveso, brez napake pritiska, ne tolče, na tipke zloščene mašine. Črke, samo črke, alfabet, natančne besede, pojmi, racionalni stavki, zakoni, členi in podzakonski akti. Gostje prihajajo posamič, v skrbno načrtovanih presledkih, drug za drugim, kot sledijo si stavki in odstavki v knjigi. Molče se odvija mimohod gospodskih črnih plaščev, svečanih uniform, nihče zares ne opazi zimzelenih dreves v spokojnem parku, ki zastirajo januarsko nebo. Zavedno skrita jim ostaja skrivnost odseva na gladini jezera, kako lebdijo v jutranji meglici, tanjši in lažji od solze v očesu. Saj nihče zares ne ve, kako bi iz skopega vabila lahko razbrali, čemu je namenjen ta zgodnji delovni zajtrk, kakor je bilo natipkano v glavi pisma. Bila je zima, pa vendar je prevladalo kratkotrajno zatišje, premor po zagonu vojne, vse najhujše je še pred nami, spreleti nekoga, ko med vrati postoji in le stežka iztegne in visoko dvigne roko. Strašno je to zelo zavito v nekaj tako sterilnega, tudi estetskega, tihega, dostojanstvenega. Odvimo in poglejmo globoko vase. Miljana, jaz sem čist puščne, tako da dolg ne bom več zdržala. Tole te prosim, če prebereš pesem Solza, ker si ti tudi solzo tukaj omenil. In se mi zdi, da so solze eno potovanje naše duše, ker kadar pride solza iz duše, si vedno želi nekaj povedati, nekaj prepotovati, nekam priti, nekoga se spomniti, nekoga objeti. Prosim, Miljana. Solze. So solze, ki tečejo skozi stoletja, skozi različne oči. Iste solze skozi različne oči otrok in otrok, njihovih otrok, si slišal govoriti stare. Le zdi se, da pretaka vsak svojo zajezeno skrivnost. Takšne so te solze, ko jih pretaka eden, jih pretakajo vsi. Ker jih pretakajo vsi, jih pretaka ta eden. To niso solze žalosti ali veselja, pač pa tega, kar je brez imena
a daje vsemu ime. To so solze tega, kar je zunaj vidnega polja, ko se peljemo z morja nazaj k minljivim stvarem in ki se včasih kot hipni poblisk gorečega zahoda v zvratnem ogledalu zgodi. Mogoče vseeno povem, ne? Tega še nisem, ampak bom, ko je moja hčerka danes tukaj. To je čisto druga pesem, iz tega nekako se potem razvila, ampak ideja pa vendarle nastala na poti z morja. Na koncu čuti, ja. Ja, ko smo se vozili in se je res delal mrak in moja hčerka je jokala in jaz sem rekla, zakaj jočeš? In je rekla, zato, ker je bilo tako lepo. In potem to me je presulno, je ostalo v meni in čez nekaj let je nastala ta pesem. Evo. Zanimivo, kako se te biseri nanizajo na ogrlice našega življenja. In če bi se ljudje tega bolj zavedali, če bi imeli bolj odprto srce in dušo, bi bili lahko ti biseri najlepša popotnica ob umiranju in smrti in potovanju tja čez. Ker to je vse, kar bomo nesli. Spomin. Mogoče prehitevano, ampak tako bi rad prebral, kaj točno je v solzi in je v nastanku sveta in v tem, da se kapljica vode, danes pravijo astrofiziki, da je zgolj milijardo let po velikem poku, se pravi, to zelo hitro po tistem vesolju nastala tudi voda. In zdaj 11 milijard po tem velikem poku še vedno voda, tista kapljica, potuje skozi vesolje in se še ni usmradila. In tudi solze so narejene iz te iste snovi, ki je nastala zelo zgodaj ob prvem vesolju. Se pravi, takoj, ko je vesolje tako rekoč iznisnilo, eksplodiralo, nam je dalo tudi možnost, da jočemo. Seveda ob srečnih trenutkih in tudi ob žalostnih trenutkih. In to je pesem v tej prvi kapljici vode in jo posvečam tudi vsem solžam, deklicam s solzami sreče. Akademija poroča. Zvezdogledi so potrdili obstoj morja vode v zgodnjih urah po velikem poku. Le dobro milijardo let potem, ko tam globoko se je nekaj zganilo, je bila ustvarjena živa voda. Nikomah dvigne lepo ukrašeno keramično ročko, cibelmuster, vstane sredi gaja, počasi zlije studenčnico na suho zemljo. Noč je, svod obokam poln je drobnih zvezd, harfa je izzvenela, ko je zadnja kaplja padla in za njo še vrč. 11 milijard let je od tega, a voda se ni usmradila. Brez barve in vonja plava kaplja v najbolj oddaljenem vesolju. Odseva v sebi, kar videla je na brezmejni poti. Kdor pride na rob vesolja, se bo lahko odžejal. Na tleh črepinje gline, umetelno oblikovane na vreteno, iz vode in zemlje. Nikomah reče, kdo loči dušo od telesa? Zelo loči dušo od telesa, ki smo eno in je eno vse. Pesnik to ve. Ja, in pesnica tudi, ne. Ampak vsakdanje življenje pa je zgrajeno na razločevanju, oddaljevanju, razlikovanju. Mi duši pa, ki ljubimo, pa
pa si želimo sodelovanja, sočutja, sobivanja, a ne? In objem srca in duše sveta. Kaj bi nam še ti povedala? Jaz sploh nimam več nobene zaloge, ker imam potrebo, da to, kar sem slišala, predelam v miru in tišini in shranim v to hamlico, ki bi rekel Ivan Cankar, a ne v hamlico srca. Ampak vseeno imaš ti še možnost, da bi kaj pridodala. Jaz sem hvaležna, da je ta dogodek danes se zgodil, no, tako, ker ves čas poslušamo, kako se razpada in se razločuje in da smo tik pred apokalipso. In vendar čutim, tudi zdaj v tej nagradi, sem čutila toliko ljubezni in podpore. In ko sedimo tukaj v dialogu, ne, ko se poslušamo in si govorimo in čutimo publiko, kako posluša, človeka navda upanje, da je pot naprej, ne, in čim več takih dogodkov in manjca čim več pravzaprav takih povezovanj. In hvala zate. Tako. Hvala. Hvala. Naši umetniki so tudi brezplačno, na etični pogon, z vero, da drugemu dajemo nekaj lepega in smiselnega. A ne? Kaj bi pa še ti, Duško, povedal? To samo bom dodal, k tej lepi Miljanini misli. Seveda je poezija in ukvarjanje z jezikom in to, vse to nastaja v neki samote, v neki iskanju samote, tišine. To ni samo neko kopanje po sebi, ampak je tudi ogledovanje po svetu in branja. Ampak vse to je narejeno samo zato, da ustvarja skupnost. Najprej seveda nevidno skupnost bralcev in pisateljev. Bralci in pisatelji smo največja in najbolj močna, ampak hkrati tudi najbolj nevidna in krhka skupnost na svetu. Nikoli v nekem trenutku ne vemo, koliko ljudi v nekem trenutku bere. Jaz sem imel na začetku, ko so prve knjige moje išla in sem jih doživljal strašansko intenzivno in potem dolgo, kakšen mesec po izidu nisem mogel spati, ker sem imel občutek, zdaj pa nekdo bere moje misli, moje knjige in sem to fizično čutil, da je zdaj nekdo v nekem trenutku z mano. Seveda, potem se to na nek način moraš seveda se naučiti, da se tega moraš nekako obraniti, seveda se tudi zaščititi, da ti ves čas ne hodijo v sanje, ampak verjamem pa, da smo seveda skupnost bralcev in pišočih nevidna, ampak hkrati, kar je pa najpomembneje, je pa to, da tvorimo tudi takšne skupnosti, kot so danes. Včasih so hodili k ognju sedeti, potem so imeli eno televizijo v vasi, na začetku so pa hodili poslušati tiste, ki so samo znali govoriti ali pa peti. In to v knjigah, v takih, kot jih midva piševa, pa tudi drugi, poskušamo še vedno ohranjati. Se pravi, in lahko ne, to seveda bom. Vedno, ko je konec in ko nek tak zelo čustven, lep dogodek se zgodi, ko se tvori taka skupnost, sem rekel, da bom eno neko svoje sporočilo delil z vami in to vedno naredim kot, seveda, to je neko zaklinjanje temu, da naj tako ostane in ne propadne. Vsi poznate tisto, piše v Talmudu, da če rešiš enega človeka, rešiš celo človeštvo. Ampak jaz kot ustvarjalec, kot pesnik recimo, sem to na nek način preoblikoval, parafraziral in pravil, če rešiš eno pesem, rešiš vse zgodbe na svetu. Tako da najte svoje pesnika, najte svojo pesem in rešili boste svet. Hvala. Hvala.
Obe knjigi sta na voljo, da jih vzamete, boste podpisovala, ne, pridno. Jaz bi pa najavila marčevski dogodek, ki bo spet nekaj posebnega, kajti marca imamo kar 2 ženska praznika. In zato bo to večer z ženskami o božanski ženski energiji. In najbolj toplo povabljeni so seveda moški, ker ni ločevanja na moško in žensko, vsi smo ljudje, ampak včasih je kakšna energija bolj dominantna in je druga v ozadju, zdaj pa ženska energija prihaja do veljave z neverjetno močjo. To, da ni čudno. 2 pesnici sta bili letos Prešernovo nagrado ovenčani. To se v zgodovini Prešernovih nagrad še nikoli ni zgodilo. Never. No, z nami naslednjič bo Asja Širovnik-Moškorn, Nevidna sila duhovnega preboja. Knjiga, ki bi se ji pred 20 leti smejali, zdaj jo pa mnogi zelo resno beremo. In eno poglavje v tej knjigi je, da če želi človek duhovno rast, mora najprej globoko vase past in imeti dovolj poguma, da pogleda svoje sence, če ni vse skupaj nič. No, in druga gostja je Ana Rozman, ki je naredila nekega dneva prav to. Usedla se je za računalnik in napisala knjigo Sencam glas. Kako sprejeti svojo temo in spet postati cela. In zato gre, da smo celi. In če želimo biti celi, moramo biti prav vse, kar mi smo in kar je. Tako da se vidimo 11. marca, da pogledam, a je to 10. ali 11. se ni važno, 2. nedelja marca. Preden pa gremo, pa še ena skladba naše ljube umetnice, ki igra, to, če smem povedati, na moj najljubši inštrument. Obožujem čelo, prosim.
Najlepša hvala, ker se mene tiče, je bil to čaroben večer. Marca pa nasvidenje.